Hej, veš kaj so naj ljudje vprašali? Ljudje so naj vprašali, kako se pripraviti na zahteven september. Tako mislim, da je čas, da odgovoriva. Ja, tale jesen zdaj, ki pride, bo kar res intenzivna, ne? Tako da je fajn, da vsaj približno ljudje vejo, v katero smer pa kako, tako da smo pripravili par točk, kako delovati v tej jeseni. Tako je, torej zate imava točke, ki te bodo pripravile na to, da ohraniš energijo, katero si verjetno gradila na svojem poletnem dopustu. In prva točka se nanaša na to. Oceni svojo preteklost, to sva najprej pripravila. Torej, oceni malo nazaj v prejšnje leto in poglej, kaj ti je prejšnje leto takoj po dopustu, kaj je bila tista prva stvar, ki ti je izčrpala energijo. To pomeni, imaš dopust, dobro se počutiš, lepe stvari se dogajajo in kar naenkrat energija začne padati. Zakaj ti je lani energija padala? Torej, a so bili to odnosi, ali je bil to prezahtevan tempo, je bilo to premalo spanja, kaj je bilo tisto? Leto se daj že vnaprej pripraviti na tisto, kar je lani v bistvu ti nekako črpalo energijo, že naredi načrt oziroma se že vnaprej pripravi, kaj se bo zgodilo, da do tega ne pride. In jaz vem, da ti to lahko urediš, to s komunikacijo, to z organizacijo, da se. Ampak ponovadi so ene in iste stvari, katere pahnejo ljudi v to, da jim energija potem nekako upade. To je dobro bila. Ta bila dobra. Naslednja stvar je, kar rabiš pogledati, je, da oceni svoj časovni balast. Kaj zdaj to pomeni? To pomeni, da imaš 24 ur časa na dan in pač določeno število let za to inkarnacijo, za katere pač porabi za tisto, kar je tebi všeč, tisto, kar tebi služi v tvojemu namenu, tvojemu poslanstvu, svetu. Ne zapravljati časa za neka druženja, ki jih mogoče delaš samo iz ugajanja, zaradi tega, ker se sposob, pa kaj bo soseda rekli, pa ne vem, tradicije neke, ki je že zdavni pase. In ljudje dostikrat zapravljajo svoj čas, ki je edina valuta na tem planetu, ki je ne moramo dobiti več, ne, v neomejenih količinah, za stvari, ki so brezvezne, po domač povedano, ali pa za stvari, ki ljudje ne uživajo v njih, ali pa jim dejansko ne pomagajo nič graditi v življenju. Ne? Tako da dostikrat tukaj ljudje izgublja velik del svojega življenja. Ne? 1 ura tukaj, pa en dan tam, pa eno popoldan tam, za nekaj, kar ni poravnano s tabo, je res nesmiselno. Ne? Tako da zato jesen vrse v kreativno energijo, vrse v tisto, kar ti čutiš, primi energije in se ukvarji z ljudmi in informacijami, ki jih res čutiš. Ne? In to bo zelo velik push zate. Za to leto, za to jesen in za naslednje leto. Naslednja, ta tretja točka pa je drugačnost, kateri bi mogoče nekateri rekli celo norost. Ampak mi smo v teh letih videli preveč rutine, ustaljenosti in preveč enih in istih energij. In malo se moramo vršiti iz te cone udobja. Ogromno ljudi, ne sploh je bila korona, ko so kar malo zaspali v enih in istih okoliščinah pa tako naprej. Naredi nekaj drugačnega, naredi nekaj norga, naredi nekaj edinstvenega, naredi nekaj, razumeš, ko bo prebudil tebe pa druge ljudi, da bo rekli, kaj pa ta počne. A veš, tudi recimo duhovna znanja so super vinova, ampak rabimo nova duhovna znanja, rabimo terapevte, ki bojo vse obrnili na glavo, ko bojo nove metode dali na planet Zemlja in tako dalje. V našem ateljeju se lahko naučimo, kako jih skanaliziraš, ampak ti si pa moraš dovoliti, da jih spraviš na plano. Ne? Mi da so kar nora, mi da so v redu. Tako da, mi da so v redu, ne? Ampak razmišljati tako čist izven okvira, nekaj čist drugačnega. Tako mogoče nekaj, kar bo presenetilo celo tebe. Naslednja stvar, ki zelo fajn, da jo postaviš to jesen, je, da pazi, da imaš na voljo veliko obnovitvenih virov. To pomeni, veš, kaj delaš v življenju, pa se utrudiš, pa ti energija zmanjka, pa rabiš nekje, da se napolniš nazaj, rabiš neke vire zdravilnosti. Ni na tem planetu vedno tako enostavno biti v popolni energiji, ni vedno enostavno biti spočit, ni vedno enostavno biti poln, da narediš svoj cilj ali pa da dosežeš tisto, kar želiš. In ljudje rabimo v življenju obnovitvene vire, rabimo kristale, rabimo tibetanske sklede, rabimo meditacijo, rabimo eterične palčke, ki nas mogoče napolnijo. Tako da daj si to zagotovo. Naprimer, jaz vidim na svoji šoli za kristaloterapeuta, zdaj to jesenjo isto začenjamo, ali pa kaška terapija. To sta dva taka vira, ko jih enkrat človek vnese v svoje življenje in se zna napajati na njih, pa ni ga cilja, pa ni ga poslanstva, ki te lahko izmuči. Kaj eni ljudje so že v petek popoldan, tako kot cote, tako ko mi čakam vikend, ko mi čakam, da se malo naspim. Kako življenje je to? Če imaš pa ti skozi priklopljenost na neke obnovitvene vire, ki te skozi polnijo, ki te skozi dozirajo tisto življenjsko energijo ali pa tudi na zadnjo motivacijo,
potem pa lahko delaš v življenju karkoli hočeš. Ne? Nisi utrujen, ne vlečeš se kot megla čez življenje, ampak si kot on, energizer bunny. Car. In še zadnja točka je, naj te navdihujejo energije, s katerimi se lahko poistovetiš, koliko želiš od teh energij maksimalno dobiti. Ne? Ugotovila sem, da v tem svetu ogromno ljudi nekaj, kar umetno hoče, umetno delajo stvari, ali pa umetno izbirajo celo ljudi ali pa okoliščine, samo zato, ker jim nekdo rekel, ampak tega ne čutijo. V takem primeru ti iz teh energij ne moreš dobiti veliko. Torej, primer, če hočeš iti na neko duhovno izobraževanje, izberi duhovnega učitelja, učiteljico, katero nekaj ti nekdo drug reče, ja, moraš iti temu, a ne, ampak da se ti poistovetiš lahko s to osebo, ali pa če se, mogoče se ne vedno z osebom, ali pa če se lahko poistovetiš recimo z nivojem znanja, ki ima ta oseba, razen če so to midva, ne? Mislim, če so midva, pol valjda, da moraš k nama pridati, ne? Ampak za vse druge pa unek malo sem se pohecala, da vem, da mi ne zamerite, ampak tako dobesedno, torej, dej se res za navdih, a pa ni to sam duhovnost, pa tudi za svoje življenje, dej ne zbrati tisto, aha, to moraš, drugi ljudje so ti totalno, ti tega ful ne čutiš in potem je to preveč je bilo umetnih stvari, tako ti bom rekla, ne? No, ampak če pa, zdaj pa resno, če pa sva slučajno midva tista, ki ti lahko tukaj pomagava, ker mogoče nisva popolna, sva pa definitivno... Kdo ni popoln? No, mogoče pač, eden izmed naju pač ni popoln, drug pač je, a ne? Ampak imava pa res ogromno znanja in iskrene ljubezni do naših svetlobnih članov, kar bomo spet ponovno dokazali. In če ti midva lahko kakorkoli pomagava v tej jeseni, ko bo duhovna rast zelo, zelo pomembna, naj ti poveva, da so tečaji že razpisani, res ogromno tečaje, od kanaliziranja do tiska rabiš za svoj mental. Mihael bo imel ogromno terapevtskih tečajev in tako dalje. Kar pa je presenečenje, pa ljudje niso tako vedeli, pa to, da vsak tečaj, katerega izbereš, pri nas jeseni in ga pri nas opraviš, dobiš enega. To je tisto, 1+1 gratis, veš. Dobiš enega popolnoma zastonj zraven in to je tečaj bogatstva in obilja, ki se bo potreboval z leta 2024 v vrednosti 888 evrov. Tako prijatelj se na tečaj, preden se zresneva. Nimam kaj reči. Se vidimo na tečaj. Tako, lepo se imej, naklikaj povezava in se te veseliva. Čau.